Nogometni navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Čakamo torej na tekmo 30. kola, tekmeca pa četrtič v letošnji sezoni Celje in Olimpija. Kot lahko vidite, nekaj gledalcev se je zbralo tule v Celju na ta praznični četrtek. Tudi Safet Hadžić je dejal to po tekmi proti Krškemu, da ima nekaj igralcev, ki prepočasi oddajo žogo. Putinčanin strelja, nič posebnega. Dobro je tole obranil Metod Jurhar. Napaka Maksimenka, Lotrič strelja in zadetek! 1:0, Mitja Lotrič je torej znova udaril v 33. minuti. Kakšna napaka Maksimenka in treba je reči, da je Olimpijina obramba v zadnjih kolih res na poraznem nivoju. Že proti Krškemu ni igrala dobro, tokrat pa napaka. To ve, morda mu je malce ponagajalo sonce, slabo je ocenil let žoge. 8. gol Mitje Lotriča. Lopeta se ogreva, pa Štiglec. Tule zdaj priložnost Boači, kaj je bil to? Skoraj da avtogol. Stefan Savić, Lotrič. Rudi Požek-Vancaš, Vidmajer v šprintu prihaja. Vedel je to Rudi Požek-Vancaš, pa zdaj dvojna podaja, a ni bilo zaključka. Brecelj bo imel zdaj priložnost, da podajo Biševiću. Brecelj ne, odločil se za Rudija. Rudi strelja in obramba Vidmarja. Kako bodo uspeli z bolj organizirano igro še priti do kakšne priložnosti. In zdaj tule priložnost za Celjane. Banjak strelja, da so nazadnje zmagali ob koncu sezone 14-15. Takrat so bili Celjani s tisto izjemno generacijo drugi. Nastopili so, dokazali, da so lahko sparirali Olimpiji. Olimpija samo 2 strela v okvir vrat, sicer 7 kotov, prekrškov zelo veliko, 22. Ja, res je, mislim, moramo vseeno spoštovati Olimpijo, vemo, kaj je v slovenskem nogometu, vendar mislim, da smo se mi danes zaslužili tekmo, igrali smo organizirano, potrebovali smo te 3 pike, da smo se dvignali po Gorici, ki je bila res malo slabša igra skozi naše oči, ampak moramo Italije, te pike nam res veliko pomenijo in sem tudi vesel za fante, da nam uliva neko novo samozaveza na nadaljnje prvenstvo. Ne vem, kako je izgledalo od zgori, enostavno na koncu ne moramo drugega reči, kot zaslužena zmaga Celjanov in mi se moramo malo zamisliti. Bila je, mogoče videti, kot ena, tekma brez žara, brez borbe, kot da ni nič v ozadju in ne vem, treba se bo pogovoriti in iti naprej, nova tekma že v nedeljo.